Božja beseda nam tako pravi, da se vi zberete, vsakdo ima nekaj. Ene pesen, drugi pričevanje, drugi besedo in to je tako dobro. Da smo bili v molitve in v slavljenje pred Gospodom, tako mi je Gospod eno besedo in na to besedo me je spodbudila Zoja v svoje molitve. Tako mi je fajn bilo čuti tiste štajerski priglasek, da mi bek pogledamo, ne? Če ste ne razumeli, da kraj pogledamo, bek Murske Pravlje. Ne, to je lepo in to je dobro, da pridemo pred našega Gospoda z iskrenim srcem, takši, kak smo. Znate, besedo, štero mi je ti Gospod dal, to je nedel pridige. Pridigar 3. In sicer tudi, da sem se pripravil že na današnjo predgo, sem v bistvu, pastor je pravo, Daniela je pravila, vsi znamo situacijo, štere smo, sem se malo mučil. Odkoj gučati na zadnji dan ali zadnjo nedelo. Glede na situacijo, v šteru smo, ampak tem je Gospod dal to besedo in tako pravi Pridigar 3. Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sejenja in čas cuvanja nasada, je čas pobijanja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja, je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja. Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov, čas objemanja in čas otegovanja objemanju. Je čas pridobivanja in čas zapravljanja, čas hranjenja in čas zametavanja. Je čas paranja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas miru. Znate, naslov tega odlomka, šterega sem zdaj prešlo, je to, človekova dejanja so protislavna. In mi smo v čase, da se borimo kot cerkev. Ampak znate, kako bi najviše bilo? Če bi se samo s tem zdaj obadali in zamrli kako bi najpravili, v brezupje. Bili brez upanja. Ampak ne, Gospod ščej, no idemo v veri naprej kot zmagovalce. In ko mi je tu še to tako lepo bilo, zato sem Zojo tudi omenil. Zoja znate, je Žanova deklina, lepo je, ko si tu, to je tako dobro. Imamo tudi Gregora za svojo zaročenko, že tu imamo tudi Benjamina, Gezagrija in tako dole. Ne, to je vse čas, to je normalno, življenje gre naprej. Tudi naša deca, o katerih je Jelka gučala, to je Božji blagoslov, non dane. Zato jih blagoslavljamo, jih spodbujamo. In znate, da gledam tudi v slavljenje, te tudi naprej, ampak še bolje, vas moram poslikati tako malo na stran, malo Anabel. Da ona slavi Gospoda, kako je ona tome predana. Vi ne vidite, ona je to ponavadi to v kavti pred Hermanom noter skrita. In znate, ne dolgo nazaj, v slavljenju, da sem njo opozoval, mi je tudi Gospod dal besedo, što je šel podeliti, ampak sem jo mogoče moj napaka sem In Božje besede, točno ne vem, kje piše, brat Viktor ali pa Pavle ali pa tisti, ki ste bolje doma pri tom znate, kje piše, gorje tistome, ki oskrune enega od teh najmanjših. Ne bo to ono opozorilo. Bog še je za njega, da njimi privežajo mlinski kamen okrog vratu in ga vržejo v globino vode. Ne vem, če dobro citiram, ali smiselno je tako zapisano. Zato, dragi, nosimo našo bodočnost na enih svetih rokah pred našega Gospoda. Blagoslavljamo jim in jim bodimo vzor. Bodimo jim mi starejši, mi sere, stare, zdaj že lahko skoraj tako povem, bodimo njin vzor.
Znate, v našem življenju so različna časovna obdobja. In če bolje opazimo in gledamo, kako hitro čas beži, to je meni naš ata svetska uprava, bolje se stari, hitreje čas ide. Vidite, starejši, povejte, če ne je to tako. Ampak, včasih imamo resen te občutek, ko nam čas uhaja. Posebej ob takšnih prelomnih trenutnih opazamo zelo jasno, da sedanjost, zdaj, to, kar zdaj jaz govorim, je že preteklost. O tom je brat Sardačuk, če se spomnite, govoril ob zadnjem obiski, da je tu. To je že mimo, čas ide. In eden od takih trenutkov, da se zavedamo hitrosti časa, je tudi menjava letnice ali novo leto. In časovno obdobje našega življenja v tom letu 2023 je mimo. Meseci, dnevi, kedne, vere, minilo je. Ne da se jih spremeniti. Ne da se ponoviti. Ko je bilo, je bilo. Znate, to je glih to, kot če idem jaz noter v vodo, v reko. Nikoli v življenju v isto vodo vstopiti več ne mogel. Odplavalo je. Odišlo je. In zelo pomembno je, da znamo čas pravilno šteti. Vsak izmed nas je zdaj, če gledam koledarsko leto, spet eno leto starejši. Ali eno leto je pa za nami. Ampak znate, obstaja tudi en drugi problem. Eno leto menja je pred nami. Z tej strani tudi, če pogledamo. Ta menjava leta nam lahko pričuje o tem, da smo mi v našem času zelo omenjeni. In naše vere, štere nosimo na rokaj, so dokaj zanesljive, dokaj točno nam pravijo in nam ne lažejo, ko grečujemo z vere v vero starejši in da naše življenje se krajša, da je naš čas tu zemeljskega bivanja omejene in še nekaj, da je tudi čas tega sveta omejene. Mi, kot kristijani, moramo paziti na te čase. In ko nam pove beseda Efežanom 5:15, da štejemo, skrbno torej pazite, kako živite. Ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljate čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. Ali pa, ko mislimo, da preštemo Matej 25:13, tu je govora od pametnih in nespametnih devicah, brat Viktor je nedolgo toga gučo. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Mi, ki vrljamo Božje besede, kakšne misle nam spreletijo, ali imamo, da štemo te besede. Drage sestre in brate, naša vera nam pričuje, kaj je naš čas, šterega zdaj tu na zemlji živimo, del večnosti. Nobena vera, nobeni mesec ali leto ne ide v pozabo. Mi včasih hitro pozabimo, ko je včeraj bilo. Mogoče je dosti takrat ščemo pozabiti, ko je včeraj bilo. Ampak, znate, za vsakim novim dnevom mi gradimo svojo bodočnost in svojo večnost. Vsaka vera, vsaka minuta je kot ena opeka, en cigel neminljivosti, štero je nam Bog obečal. To je kot opeka, cigel naše domovine, ki jo je Jezus obljubil in je odišel nam pripraviti. Apostol Pavel je to zapisal enkrat v 2. Korinčanom 9. To pa rečem, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilo seje, bo tudi obilo žel. V našem življenju mi, ti odločaš o svoji večnosti. In noben drugi. Ne je pastor za to odgovoren, ne sem jaz za to odgovoren,
mi mu dajali, imamo večjo odgovornost, pa ampak nimo zdaj v teologiji, v to šli noter, ampak ti odločaš o tvoji večnosti, ki je že zdaj. Ti. Kako boš preživel? Kaj ti? Kdor varčno seje, bo varčno vzel, kdor pa obilno seje, da obilno šel. Kako mi preživljamo svoj čas? S čim mi punimo svoje vere, dneve, svoje leta, ki smo jo preželi? Pred nami je novo leto. Predstavljamo se, kaj je leto kot ena knjiga in da vsaki dan napišeš eno stranico, eno stran v tej knjigi in gnes pišemo leto 23. zadnjo plat stran. Ko je bilo, je bilo. Pred nami je ena nova knjiga, simbolično učin. Šte začnemo pisati jutro znova. In ko je v njej na koncu naslednjega leta zapisano. In znate, to vprašanje, če vsak izmed nas mora sam se postaviti. In pa predvsem to, komu je to v knjigov, štero pišen, ali za svojim življenjem, ali da ta knjiga imela obstoj pred mojim Gospodom. Ali da je on zadovoljen, ali je zadovoljen s tem, kar je bilo napisano v minulom letu. Božja beseda nas uči, da se ena takša tovrstna knjiga piše. Božja beseda nas uči, da bomo nekega dne seznanjeni z stvarmi, ki smo jih v svojem življenju napravili ali ne napravili. In na tako nam pravi, da na mnogo vprašanja ne bomo imeli odgovora. Gospod to ne pomaga. Pred nami je novo leto in to je lahko tudi tako drugo simboliko povem, kot en prazen vrč, ena prazna posoda. S čim ga bomo punili? Zdaj mi kot ljudje slonimo k tome, da dajemo noter, simbolično zdaj povem, zlato, dragocene stvari, da damo noter lastništvo, naše premoženje, da damo noter svojo moč, da zbivamo sami sebi, da damo noter kariero, da damo telesne užitke, dajemo vse te stvari noter. In v tej v Mateji 6 od 19 naprej štemo tok, ne nabirati se zaklado na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamajo in kradejo. Namirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol in ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. In Luka 9:25 pravi tok, kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi. Draga cerkev, zdaj dogledamo nazaj, lahko opažamo, da smo si v minulom letu izbrali dosta zakladov, ki pa mnogi zgorijo kot slama v primerjavi z obstojem v nebeškem kraljestvu. Toda pred nami je novo leto. Sicer je to nič najposebno, jaz se to pravim, novo leto, jutro je takšen dan kot danes, ampak vseeno je to lahko ena prelomnica v našem življenju, da razmislimo, da napravimo malo analizo, da napravimo, kako se v trgovini to pravi, inventuro, pregledamo, kako je bilo, ko so bile moje prioritete oziroma ko so v naslednjem moje prioritete in da jih mogoče na novo postavimo, če ne bilo dobro, kaj ti sam odločaš, ko boš dajal noter v svojo posodo. Vem, da to zveni dostakrat kot ene lepe želje. Znonka je življenje, ima pač svoj tek. In da vsak za svoje lastno življenje ima svoje opravke, štere so neobhodne. Znate, določene stvari so v koledarjih zapisane za debelo rdečo črko. To se ne da spremeniti. Gregor, da do poroke. Ena takšna stvar. Ampak, dragi prisotni, mi imamo dosta drugih dni, dosta drugih opravil, ki pa nemajo svojega fiksnega datuma.
In znate, ob vsem tem delu, šterega delamo, moramo biti iskreni, da dostakrat čas zapravimo. In nemamo si povedati, kad nemamo časa, pristopite k sodelavce, k prijatelji, k sosedi, znanci, pa ga pitate, kako je, pa čeprav vidimo, kaj je zaskrbljen, kaj je žalosten, kaj je obup v njegovih očeh. Nemamo si povedati, kad nemamo toga časa. Kad nemamo časa za par besed sa svojim zakoncom i ne samo to, ko se pogučimo komu zajedali, pa ko je naslednje upravilo, ampak kad se navčimo poslušati, ko nama on povedate, učin tudi sam sebe. Tudi sebe to pravim. Ali pa starši, kdo smo se nazadnje dojseli za svojo vdecov, pa se pogučali z njimi, kako nikoj ide. Moramo kritičen. V cerkvi imamo že 2 meseca, skoraj vsaki večer molitve za potrebe, predvsem za našo sestro Slavico, ali si res ne imel niti enega večera čas, ko bi prišel na molitve. Vsaki sam sebi leko daje odgovor. Draga cerkev, mene skrbi vsebina Božje besede, ki pravi, ko sejaš, to boš žel. Vzemimo Božjo besedo resno. Ampak zdaj na toj prelomnici, ko je bilo, je bilo. Mimo je. Pozabljam, kar je za mano, Pavel pravi, in se iztegujem tisto mi, kar je pred mano. Ko je za mano, mi se več ne da spremeniti. In vsak za sebe mora znati, kako da živo življenje naprej. In kakšno življenje da imel. In zdaj je pred nami novo obdobje. Ali ščemo tako nadaljevati, kako je bilo? Ali ščemo kaj spremeniti? Kako leko mi svoj čas, ki ga imamo v omejeni količini, kljub vsemi tome smiselno izrabljamo. Mi leko svoj čas podarimo. To smislite zdaj, pa kako leko čas podariš. Nemci pravijo, Zeit ist Geld, ne? Čas so penaze, to so nas učili že seskal. Pa časa se ne da kupiti, pravimo dostakrat. Ampak, ali je istina to tok? Ali je nej naš čas tu na zemlji dar od Boga? Ali je nej večnost, ki je tudi časovna merila, eno merilo, Božje milostni dar nam? Ali to ščemo sprejeti? Ja, tak je. Tudi jaz leko svoj čas dajem kot dar. Tvoje življenje in s tem tvoj čas je leko dragoceni dar mnogim, ki te nucajo. Tvoj čas leko daš, primere so mu naštejen, da sodeluješ v cerkvi, pri slavljenju, pri pevskem zbori, da čistiš cerkev, da delaš cvetlične aranžmaje, Sara, da se trgaš s številkami, pa račune, da poučuješ veruk, da delaš na taborih, da obiskuješ starejše, betežne, da moliš doma in v cerkvi. To od tebe zahteva čas, štergo ti podarjaš Bogi, da do drugi blagoslovljeni. S svojim časom ne dajemo samo nekaj, kot da bi to bilo nekaj materialnega, ampak s svojim časom mi dajemo samoga sebe. Dnes, da stojimo na tej predlomnici leta, leko prosimo Boga, ka nam pomaga, ka mu skrbno izrablja svoj čas, da mu svojo posodo polnili s stvarmi, ki so večne, ki imajo večni obstoj. 1. Korinčanom 13:10 tole, ko pa pride popolno, bo to, kar je delno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govoril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem prenehal s tem, kar je otroškega. Zdaj gledam z ogledalo v uganki, takrat pa,
iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen. To troje. In največja od teh je ljubezen. Vera, upanje in ljubezen. Naj bude to dnevna vsebina naše posode. Naj bude to stvar, što nam dnevno daje noter. Vsak dan naj bude kot eden falat zemlji, na šterega bomo bogato sejali. In naj bodo med semene noter dobre misli, dobre pogovore, naj bude noter prijaznost, naj bude noter pozornost, predvsem pa ljubezen, naj ne manjka med temi semeni, ki jih sejemo, da je seme obrodilo dober in bogat sad, da bomo imeli bogato žetev, dobro žetev. Želim vsem nam, kamo v novo leto, da bomo v novo leto sprejemali od Boga kot dar v zahvali in radosti. Da bomo enostavno živeli v zaupanju Gospodi, ne glede na okoliščine, s katerimi se srečujejo. Ne so dobre, mnogokrat. Ampak vseeno, kot Gospod, tebi zaupamo. S čim, kada non podarjeni čas, katerega imamo pravilno izrabljene kot dar za Boga. Dragi, novi dan, novo leto, naj bude tudi eden novi poziv k ljubezni. Je poziv, da se vzamemo čas eden za drugega, da imamo ljubezen do svojega bližnjega, ki to potrebuje. In na koncu življenja, ko nam ostane? Ko nam ostane? Ljubezen do Boga in do svojega bližnjega. In glede na to, bomo tudi sojeni. Jezusa so enkrat pitali v Mateji 22, štemo to, pa povej nam, štera je največja zapoved. In Jezus je pravo tok. Ljubi Gospoda, svojega Boga, za vsem srcem, za vso dušo, za vse mišljenjem. To je največja in prva zapoved. In druga pa je njej podobna. Ta beseda, da je njej podobna. Dragi moji, o tem lahko dosta razmišljamo. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. In na tej zapovedi stojijo vsi zakoni, vsa postava piše. Vsi preroški, vse, ko je bilo obečano. Če ne bomo imeli ljubezni do Boga in eden do drugega, pozabimo vse ostalo. Naj nas spremlja Božja ljubezen, upanje, vera in ljubezen tudi v bodočem letu. Ker sem hvaležen res celoj cerkvi za minulo leto, za vse molitve, tudi mi smo imeli, tudi jaz osebno sem imel borbe, nežem se mimo, nežem se skozi, ampak leko zdignem svoje roke in slavim Gospoda, leko delam, ne toliko več kot včasih, tudi Emšom je to že pravi, gale fere se ne da, jaz mora se podajati že, ampak ščemo slaviti našega Gospoda in njega ljubite eden druga in služite njeme za vsem, kar smo. Amen.